Vse, kar razvemo o starševstvu, nam pomaga v današnjem času, ko tako hitro vse leti, da se včasih sami sebe lovimo. Kot starš imaš različne prepreke, včasih ne veš, kako odreagirati in takšne teme so zelo dobrodošle. 2 majhna imam doma, pa se malo lovimo, malo tako, malo so si različne, kakšni pristopi so, različne variante, potem pa pri sebi v glavi malo razmišljaš, kaj tebi ustreza, pa tisto potem uporabiš. Tako nekateri Celjani, zakaj se je dobro udeleževati delavnic, predavanj ali okroglih miz o vzgoji otrok. Jaz vsem staršem rečem, da naj samo globoko dihajo. Redko kdo izkorišča globoko preponsko dihanje za uravnavanje živčnega sistema in če bi to vsi obvladali, bi bil veliko bolj mirnejši in varen svet. Tak je praktičen nasvet nekdanje vrhunske plavalke in psihologinje Sare Isaković staršem, da ti ne znorijo, ko otrokom postavljajo meje in se oni temu upirajo. Ni primerno, da takrat starši na otroke kričijo, v nobenem primeru pa tudi ni dobro, če jim popustijo, doda pedagog Rok Urbanc. Kričanje, žaljenje, obsojenje in tako je znak čustvene nezrelosti. Tako da lahko je pa, z bolj močnim, odločnim glasom. Pri postavljanju mej je treba biti dosleden. Otroci namreč ne potrebujejo dobre starše, temveč močne, pojasni Urbanc. Dober je nekdo, ki ni bil te dobrote deležen v svojem otroštvu in potem za vsako ceno skuša svojemu otroku dati tisto, česar sam ni dobil in včasih potem pretirava pri teh darilih, mogoče pri popuščanjih in pa pri ne dovolj visokem ali pa strogem postavljanju mej. Otroci jih preizkušajo, želijo vedeti, do kam lahko gre in tukaj je treba biti pač odločen in strog. Tipični primeri so tisti, ko otrok nekaj želi v trgovini in potem izsiljuje, potem starš zaradi slabe vesti, zaradi tega, ker noče biti, kaj si bodo pa ljudje mislili, popusti in otroku ugodi. In otrok takrat vidi točno, da je starš popustil in da bo imel še nekaj arsenala, kjer bo lahko poskušal tudi naslednjih. Takrat ne se starš ne boji, pač reče, glej, to je moja zadnja odločitev. Pri vzgoji je zelo pomemben tudi harmoničen odnos med partnerjema. Da starši se zavedajo, da je partnerski odnos nekaj, na čemer je treba graditi celo življenje in da se mora izboljševati do zadnjega dne, ko sta partnerja še partnerja. Ker se mi zdi, da je to učinkovitost, kvaliteta, kakovost partnerskega odnosa bistvena za dober starševski odnos. A tudi odrasli so krvavi pod kožo, opozarja reper in teolog Rok Trkaj. Mi dobimo za otroki svoj v bistvu najslabši čas, kar pomeni cel dan ponavadi ljudje stari to, kar smo mi delamo in nisi na tistem vrhuncu moči. Najbrž si ti, po mojem, aktiven kot 10, 11, 8, 9, kolikor kdo. In pa gre že pač ta zadeva, rečemo neka sinusoida pač dol, otrok najbrž isto, 5-6 ur posluša v šoli in tako naprej in pa prijeta oba dva malo, mogoče tečna, mogoče bi rada delali nekaj in pa gre to skupaj, ti pričakuješ nekaj, on pričakuje nekaj in pač stvar eksplodira, lahko. Zato je pomembno, da so ljudje v stiku samim sabo, tudi ko so utrujeni. Da nismo v glavi na tisočih enih koncih, otrok nas pa nekaj sprašuje, pa smo čisto drugi. In kako ta stik pač vzpostaviti in kako pri sebi in pri otroku prebrati, kako se sploh počuti. A med teorijo in prakso je precejšna razlika, se pošali Trkaj. Teorija da neke pa smernice, neke ideje ti da, ampak v praksi se pa vidi, kdo si, pač iz dneva v dan, Dan pa po dan ni neke, podgovorno vse, ker te lahko že naslednji dan, te lahko nekaj iz leve preseneti. Sara Isaković. Mislim, da brez napak sploh ne gre in da starši rabimo sprejeti to dejstvo, da nismo popolni in da se učimo, ampak če sprejmemo sebe in otroka kot neko avanturo in skupaj smo na neki življenjski poti, da vidimo, kakšen odnos je najbolj zdrav, potem se mi zdi, da z eno radovednostjo in odprtostjo hitro pridemo do teh odgovorov. Ravnateljica celjske osnovne šole Lava, Marjana Kolenko. Jaz bom odprla spet to področje. Danes vsi želimo v materialnem smislu imeti mnogo. Pa vendar otroci ne potrebujejo vedno tega, ampak potrebujejo predvsem našo pristno ljubezen, odnos, ki ga najprej spostavijo doma v domačem okolju in pa seveda pri nas v šolskem okolju. In to, da bi morala vas tudi vzgajati, absolutno. Pomeni, da tudi vse podporne ali društva, inštitucije, kjer se otroci v popoldanskem času nahajajo, bi morali težiti v bistvu k temu cilju, ne samo k tekmovalnosti. Mi smo postali družba izjemnega tekmovanja in je to tisto, kar je zelo narobe. S tekmovalnostjo sicer ni nič narobe, če je ta v zdravih mejah.
meni Sara Isakovič. Važno je, da se te otroke podpira, da oni uživajo v svojih nastopih, da se razvijajo, lahko, zakaj ne, v športu, izredno zdravo. In tudi, če je nek nivo tekmovalnosti, je to zelo priporočljivo, zato ker je to res ena, bom rekla, najboljša odskočna deska in priprava za življenje. Ampak zdaj, do katere mere mi peljemo to, ja, je pa odvisno. No? Tako da bom rekla, vse v nekih zdravih merah in mejah. Kaj pa je zdrava meja? Ja, dobro vprašanje. Zdrava meja je, da ni ogromno pritiskov in pričakovanj, da ti otroci se počutijo izredno v krču zategnjeni, v smislu, da se rabijo potrditi, da so dovolj, da bazirajo celo svojo identiteto samo na rezultat. Da rastemo kot osebe, da se preizkušamo, da vidimo, kaj je za nas mogoče, ni pa to ena in edina stvar v življenju, ki naj bi te recimo obremenila. V sodobnem digitalnem svetu vzgoja otrok ni enostavna naloga. Zahtevnejša sigurno, zato ker so mladi izpostavljeni res različnim faktorjem, ki jih ogrožajo, ki niso zdravi, in starši moramo biti še toliko bolj odločni, da jih spravimo na neko zdravo življenjsko pot. Marjana Kolenko. Ja, starši in otroci so se seveda spremenili. Starši smo se na nek način razčlovečili, če lahko tako rečemo, zelo individualno reagiramo. Seveda, otroci so pa danes dejansko pod vsemi temi vtisi, torej domačega okolja, šolskega okolja, predvsem pa zdaj tudi lahko rečemo okolja, ki jih prinašajo družbena omrežja. Tako da vplivov na otroke je danes tako zelo veliko, da tudi ne moremo enoznačno povedati, kaj je glavni razlog za vsa ta stanja, s katerimi pa se srečujemo. In če delam primerjavo, zagotovo ni bilo toliko res neodklonskega vedenja. Zato so v Celju pred 4 leti sprejeli strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje v občini. Ne gre le za mrtvo črko na papirju, temveč za konkretne korake, kot je bil ta na celjskem sejmišču, je prepričana Marjana Kolenko. Spremembe so zelo vidne, spremembe so žal šle na slabše, ne na boljše, in tu se mi zdi, da moramo zdaj narediti ta res, zato mi to delamo. Mi dejansko konkretno želimo spremeniti stvari in ali stopiti na vsaj pot teh sprememb. Da ne bomo samo ugotavljali, kakšno je stanje, to mi vemo že veliko let. Stanje smo posneli ničkolikokrat, zelo malo je pa konkretnih dejanj in naša dejanja so zagotovo konkretna dejanja.